En lep pozdrav. Danes sem imel prvi sestanek razširjenega kolegija ministra za obrambo. Moram reči, da sem bil z slišanim zelo zadovoljen. Informiran sem bil s tem, da je stanje tako v vojaškem delu več kot zadovoljivo, enako pa tudi na sistemu zaščite in reševanja. Najpomembnejše je, da je na eni strani oprema bistveno boljša, kot je bila kadarkoli, stanje tudi duha v vojski visoko in da je tudi prihodnost zelo svetla. Zakaj je ta del pomemben? Tudi zaradi tega, ker se pripravlja obsežna menjava generacij, tudi o tem sem bil informiran, in je vojska že v lanskem letu začela z aktivnim pridobivanjem novih kadrov. Verjamem, da bojo na tem nadaljevali tudi v letošnjem letu in naprej, in sem tudi bil s tem, kar sem slišal, da so pri tem uspešni, zelo zadovoljen. Na drugi strani je logično, glede na izredne vremenske razmere in tudi zadnje dogodke, bilo kar nekaj besed je teklo na temo sistema zaščite in reševanja. Pregledali smo učne lekcije, ki smo se jih naučili na eni strani iz požarne varnosti, na drugi strani tudi iz reagiranja o poplavah in plazovih. In moram reči, da tudi na tem področju je oprema vedno boljša, vlaga se znatna sredstva in organizacija sledi izkušnjam, ki jih dobivamo s terena. Zato si upam trditi, in to je bil skupen zaključek, da je ravno odziv na zadnji požar na Krasu pokazal, da smo se ogromno naučili in da sistem deluje boljše kot kadarkoli prej. Seveda to ni nič samoumevnega, da sistem deluje boljše, je potrebno imeti predane ljudi in jih imamo. Te ljudi je treba ustrezno usposobiti in organizirati in seveda zato je treba tudi vlagati denar v opremo. Vse to se na sistemu zaščite in reševanja ravno tako dogaja, tudi tu so sredstva namenjena rekordna, ampak žal, kot je pokazal primer plazu v Kokri, ti ekstremni vremenski razmeri se bodo na našem teritoriju še nadaljevali. Ne da se jih preprečiti, lahko se pa ustrezno opremimo in organiziramo, da bomo pri odpravi njihovih posledic čim bolj učinkoviti in poskušali bomo delovati preventivno tam, kjer se bo le dalo, in tudi na področju preventive se je pokazalo, spet na primeru Krasa, namenoma se vračam na požar, da je s tem, ko se usposoblja posebno hidrantsko omrežje, s tem, ko se bo poskrbelo za prehodne požarne poti, smo lahko in ustrezno opremo seveda, smo lahko tudi pri preventivi bolj učinkoviti. Jaz verjamem, da bomo podobno preventivne ukrepe znali predstaviti javnosti tudi na področju poplavnih zaščit, kjer se v resnici lahko pričakuje še več takih dogodkov, na žalost. Moja usmeritev, ki sem jo danes podal kot minister za obrambo, generalna usmeritev pa je, da se zavedamo, da sta vojska in sistem zaščite in reševanja v resnici med seboj neločljivo povezane. In da ravno skupen odziv vojske in civilne zaščite in pa uprave za zaščito in reševanje, tako na poplavah kot na požarni, v primeru požarov, kaže, da takrat, ko delamo skupaj, takrat imamo tudi najboljše rezultate. In zato so ravno tudi investicije v tako imenovane dvojne zmogljivosti, dual use, se pravi tiste, ki jih lahko uporabljamo tako za vojaške namene, kot za civilne namene, glavna usmeritev, kam naj se usmeri čim več vojaških izdatkov v prihodnje. Na to temo bomo sicer še govorili, jaz verjamem, da bomo v septembru tudi predstavili nekatere projekte, za danes pa ne zadošča to, da je to glavna usmeritev, ki jo želimo zasledovati v prihodnjih mesecih.